Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Današnje vprašanje gledalca se glasi: že več let se borim z glavoboli, ki se pojavijo predvsem ob koncu delovnega dne ali ob večjih čustvenih obremenitvah. Preveril sem že vse: krvni tlak, očesni pritisk, ortopedske preglede, MRI, a zdravniki ne najdejo vzroka. Zanima me, kako AIQ metoda razume pojav glavobolov in ali lahko z vajami in učenjem metode dejansko zmanjšam njihovo pogostost. Seveda, glavoboli so zelo pogost pojav, s katerim se pri AIQ-ju srečujemo, in zato je tudi veliko znanja povezanega s tem, in v AIQ metodi razumemo glavobol kot izraz neravnovesja med vašo zavestjo in vašim telesom, ki običajno izhaja iz dolgoletne neučinkovitosti v upravljanju življenjske energije in občutkov. Glavobol ne jemljemo kot sovražnika, ki ga je treba odpraviti, premagati, potolči, uničiti, ampak kot opozorilo telesa, da nekaj v vašem delovanju ni tako, kot bi moralo biti, in seveda posledično, da tudi v vašem zaznavanju ni nekaj tako, kot bi moralo biti, oziroma da delovanje in zaznavanje ni več vzdržno. In seveda, bolj ko glavoboli postajajo nevzdržni, pomeni, da se tudi stopnjuje nevzdržnost stanja. Običajno so to odnosi oziroma določen način vedenja, zaradi katerega bi nas morala boleti glava, ali pa nas nekdo, recimo tem, sekira, povzroča brige, skrbi, od katerih nas boli glava, in seveda ta bolečina v glavi ima tudi ta namen, da ne dojamemo, kakšen je dejanski vzrok tega, zaradi česar nas bi morala glava boleti, zato da lahko ostanemo naprej v senzorno-motorni iluziji in dejanski vzrok glavobola kamufliramo z bolečino, ki jo povzroča glavobol. Običajno je problem, da oseba nosi več kot zmore, običajno nezavedno, seveda se lahko tudi občasno tega zaveda. Glavni ali pa stalen spremljevalec glavobolov je kronično povišan mišični tonus v predelih obraza, vratu, lobanje, ramen, prsnega koša in prsnega koša, ki nastane kot posledica dolgotrajnega delovanja v simpatičnem načinu avtonomnega živčnega sistema, kar pa pomeni, da je oseba pogosto v stanju napetosti, visokega nadzora, kontrole in nezavednega potlačevanja čustev, kot so jeza, razočaranje, nemoč, tudi žalost. In če hočemo ta čustva ustaviti oziroma jih ne izraziti, mora telo povečati mišični tonus, mora omejiti ali pa narediti dihanje bolj plitko, mora zmanjšati pretočnost, kar pa vodi v slabo prekrvavitev in pogoste kompresije v predelu glave, kar pa seveda potem vodi do glavobola. In namen teh kroničnih zakrčenosti je ravno ta, da tisto, kar se dogaja v trupu, predvsem v trupu, ki je v bistvu središče našega telesa in na ta del telesa tudi najbolj vpliva to, kar se dogaja okoli nas in v nas, da to ne pride do glave ali do možganov, do zavesti, predvsem do zavesti. In zdaj, če pa že pride, pa je treba te občutke, te impulze, te signale zamegliti, popačiti, spremeniti v neko nekoristno ali pa nejasno obliko, kot je recimo bolečina, zaradi tega, da v bistvu imamo občutek, da nas boli glava, ne pa da nas boli nekaj drugega, neko vedenje, nek odnos, nek pritisk, neko dogajanje, ki nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, nas boli. Nas bi lahko bolelo pri srcu, v duši ali pa na določenem delu telesa, ki pa ga ne smemo dovolj jasno zaznati in določiti, ker bi potem lahko seveda določili tudi, kakšen je vzrok
glavobola in ker ne določimo vzroka, tudi ne moremo odpraviti rešitve in se posledično te glavoboli začnejo stopnjevati, postajajo vse močnejši. Telo nam na tak način poskuša narediti neke vrste obvoz okrog podzavestnih vzorcev, ki nas ščitijo pred zavedanjem, kaj se v resnici dogaja, ki nam otežujejo ali pa onemogočajo, da smo dovolj spontani in avtentični, da bi iz telesa skozi interocepcijo pa intuicijo začutili, kaj se v bistvu dogaja. In potem seveda poskuša telo skozi glavobole nas opozoriti ali pa prisiliti, da začnemo spraševati se, zakaj imamo glavobole in posledično bi lahko prišli tudi do odgovorov, zakaj nas boli glava. Potem lahko odpravimo vzroke za to, zakaj nas boli glava in posledično seveda glavobol izgine. Seveda pa je glih zaradi tega, kar zdaj razlagam, tudi problem, da klasična medicina pri takih vzrokih za glavobol pogosto ne najde jasnega vzroka zanje. To pa ni zato, ker tega vzroka ni, ampak zato, ker se vzrok skriva drugje ali pa na drugih mestih na drugačen način, predvsem v neučinkoviti povezavi med vašo zavestjo in telesom v obliki senzorno-motorne amnezije, ki se pa seveda na medicinskih preiskavah ali pa testih ne najde, ne vidi, in jo je seveda tudi potrebno drugače urejevati, ne s nekimi, recimo ne zdravili ali pa z različnimi terapijami, ampak s tem, da začnemo v bistvu se začeti zavedati, da ima ta neučinkovitost svoje korene v preteklosti, ko ste se morali prilagoditi okolju na račun zadrževanja, potlačevanja in popačevanja pristnega izražanja samega sebe. Morali smo se naučiti biti tiho, se obvladovati in biti močni in mirni navzven, čeprav je notraj lahko vrelo v nas in to ustvarja razliko med površino in globino. In če hočemo to razliko med površinskim in globinskim stanjem ohranjati, potrebujemo povečevati senzorno-motorno amnezijo, kar pa vodi v stanje, ko ne čutimo več, da imamo napete mišice in običajno je glavobol, vsaj v primerih, pri katerih AIQ pomaga, rezultat prav te nevidne napetosti, ki je ne znate več niti zaznati, niti sprostiti. In potem je pristop pri AIQ ta, da se skozi AIQ vaje učite, kako ponovno povečati povezavo zavest-telo, telo-zavest, povečati povezavo s tistimi deli telesa, ki jih vaša podzavest drži napete zaradi preteklih izkušenj, neizraženih čustev, nerazrešenih notranjih konfliktov. Ključno pri tem pa je, da proces mora potekati postopoma, ker gre za spremembo odnosa do sebe in ne hitro rešitev ali pa odpravo simptoma. In z vsakim ciklom vaj se rahlo ali pa delno izboljša zaznavanje lastnega telesa, poveča se zavedanje napetosti, prepoznavanje vzorcev delovanja, ki vodijo v utrujenost, togost, napetost, in s tem se poveča sposobnost občutenja. Z več občutenja se postavljajo bolj pravilna vprašanja in z višanjem čustvene zrelosti, ki je sestavni del pravilne uporabe AIQ procesa ali pa AIQ pristopa za odpravo kroničnih glavobolov, seveda dobivate tudi vedno večjo verjetnost, da lahko si date ali pa dobite tudi bolj prave odgovore ali pa ko dobite bolj prave odgovore od drugih ljudi, ne nujno AIQ učitelj, lahko se tudi kdorkoli drug, ker nam pogosto ljudje vede ali pa ne vede podajo dobre nasvete, pravilne odgovore, ampak jih mi zaradi neprimerne čustvene zrelosti za tisto takratni kontekst enostavno ne slišimo ali pa ne razumemo ali pa nočemo razumeti, kar pa jasno potem pripelje do tega, da se težave ne odpravljajo. In pri glavobolih je pomembno poudariti, da so za njihovo odpravo najbolj primerni AIQ spletni programi, ker vas postopoma peljejo v
ta proces in ga podpirajo. In v programih dobite tako razlage, ki vam omogočajo, da začnete razumeti, zakaj so se v vašem telesu oblikovali določeni napetostni vzorci in določene oblike delovanja senzorno-motorne povratne zanke in da v bistvu niste nič posebnega glede tega, ampak enostavno gre za to, da se na telesni ravni morate naučiti obvladovati in primerno reagirati, vede ali pa ne vede na določeno nezdravo okolje, na določene nezdrave medsebojne odnose, ki povzročajo bolečino. In zdaj, ker te bolečine, recimo v srcu, v duši, nekje v telesu, niste smeli spremeniti v agresivno vedenje, s katerim bi vplivali na tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje, se lahko seveda razvije tako stanje, da te napetosti, ki bi morale se spremeniti v agresivno vedenje, v okolico, da bi s tem vedenjem vplivali na tisto, kar vas moti, ovira, ogroža, omejuje in to dolgoročno uredili, seveda tudi prevzeli odgovornost za svoje dejanja, za svoje vedenje, ne pa sem prelagal odgovornost na okolico, ker je to spet nezrelo, neodraslo vedenje. Tako vedenje je primerno edino pri otroku, ne pa tudi seveda pri odrasli osebi. In seveda na tak način skozi spletne programe vsak dan sproti dobivate nova znanja in usmeritve, ki niso samo tehnične, ampak vas učijo povezati razumevanje z izkušnjo in s telesom. In tako se na programih učite bolje razumeti, zakaj ste tako, hkrati pa v bistvu redno izvajate AEQ vaje in razumete tudi njihov pomen in vpliv na vaše trenutno življenjsko stanje, ki pa jih še, kar je še najbolj pomembno, izvajate v domačem okolju, ki je običajno ravno tisto, v katerem se dogajajo stvari na podzavestni ravni, ki se jih ne zavedamo, ki nam povzročajo dejanski glavobol. In s pomočjo teh programov se večina prvič začne razumeti, zakaj ima določen simptom, kot je glavobol, in zakaj se pojavlja ravno takrat, ko naj bi se sprostili ali pa ko nam bi bilo dobro, zakaj se tak glavobol pojavi na koncu stresnega dne, zakaj recimo vikend ne prinese olajšanja, ampak sem še novo napetost in zakaj običajni prijemi, kot so zdravila, masaže, počitek, ne rešujejo več vzroka, ampak utišajo ali pa zmanjšajo jakost opozorila. In na programih v bistvu imate omogočen varen in voden pristop k lastni notranji resnici, ki je pogosto dolgo potisnjena v nezavedno, in s tem, ko postopoma zmanjšujete senzorno-motorično amnezijo, ne samo, da se glavobol začne umikati, ampak tudi se umika vaša potreba po pretiranem nadzoru, po preobremenjenosti ali pa po potrjevanju skozi trpljenje. Ker na koncu v bistvu ne gre za to, da ne poskušate biti močnejši od glavobola, ampak da razumete, kaj vam telo skozi to bolečino poskuša povedati, in AEQ vam definitivno omogoča, da to sporočilo ne le slišite, ampak tudi spremenite pogoje, zaradi katerih je nastalo. To pa ni le pot k manjšemu številu glavobolov, ampak tudi pot k bolj svobodnemu, urejenem in avtentičnem življenju. In če lahko ostanete odprti za ta proces, ki seveda pogosto ni lahek, niti enostaven in zahteva tudi, da se določenim stvarem odpovete, da zmanjšate obremenjenost, da lahko bolj začutite preobremenjenost, in če ste lahko redni in iskreni do sebe, so seveda tudi te spremembe, ki jih lahko dosežete, občutne in, kar je še najbolj pomembno, trajne. Hvala lepa.